Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Sreda v sredo. Še danes sem pod vtisom dogajanja minulega vikenda. Bil sem namreč na spominski slovesnosti in maši pri sveti Barbara rovu, pri Hudi jami v bližini Laškega. Že sam sprehod proti prizorišču enega najbolj krutih dejanj v povojnem času, se pravi leta 1945, me je presunil in mislim, da so mnogi, ki so tam bili, pa bilo jih nekaj tisoč, šli domov z približno enakimi mislimi. Ampak zanimivo, ko sem se potem peljal proti domu in poslušal nacionalni radio, so sicer omenili kot brano vest, da je pač bila ta spominska maša z nekaj govorniki, z ničemer pa niso omenili, kdo je bil govornik, pa kaj je povedal. In to me je presenetljivo zmotilo in tudi morda zaradi tega sva se z mojim nocojšnjim sogovornikom, dr. Boštjanom M. Turkom, zmenila, da bo tudi o tem govorila. Dobrodošel. Dobar dan. Povejte mi, kakšne vtise pa ste vi odnesli z Barbara rova? Ja, to je strašno tragično. Strašno tragično, tako kot je povedal eden od govornikov slavnostnih, torej tu je satanska ideologija, ki je to spočela, je lahko naredila, da je človeku naredil to, kar je naredil. Ne? Stalinizem. Ti ljudje so umirali v nepojasnenih razmerah, nepopisnih, Jaz bi se rekel nepojmljivih. Nepojmljivih razmerah so umirali. Spominja to na Dantejev 9. krog pekla, v katerem je mraz, v katerem ni ničesar, kar človeka kakorkoli povezuje s čemerkoli prijetnim. Taki so bili njihovi predsmrtni trenutki. Tudi ti nesrečniki so se ohranili mumificirani, zaradi tega, ker ni bilo zraka, ker so jih zazidali z 11 pregrad. Ja. Žal, da 25 let po, bi rekel, dejanski osvoboditvi Slovenije, po prvih demokratičnih volitvah, se moramo še vedno zbirati pred nepokopanimi mrtveci, tako kot Antigona, hočemo pokopati svojega brata, pa nam pač te sile, ki so v ozadju ves čas instalirane, ki pa izhajajo iz kontinuitete Zveze komunistov in ki jih na najvišjem simbolnem in tudi izvršilnem mestu predstavlja nekdanji predsednik republike in šef štaba Foruma 21, Milan Kučan, ne dajo pokopati brata. Huda jama govori o Sloveniji in govori o tem, kako necivilizacijsko in nepietetno se vedemo do tistih naših bratov in sester, ki so na slovenskih tleh storili smrt, pa jih še vedno ne želimo pokopati. Povejte mi, od prve, v narekovaju, spravne slovesnostne maše v Kočevskem rogu je minilo 25 let. Leta 1990 sta pokojni takratni ljubljanski nadškof Šuštar in pa takratni predsednik predsedstva Milan Kučan, simbolično naj bi bilo, neko spravno dejanje, pa vendar tako pri Barbaru rovu, kot tudi v nedeljo pri Kočevskem rogu, predstavnikov oblasti, v narekovaju aktualne oblasti, ni bilo. Pri Barbaru rovu je sicer predstavnica predsednika republike Milana Boruta Pahorja namestila venec, v Kočevskem rogu pa je bil predsednik republike prisoten. Kje pa so bili potem, ne vem, predsednik vlade, predsednik parlamenta, predsednik državnega sveta, konec konca tudi predstavniki pravosodja? Ja, se veste, kje so bili. 2 leti nazaj so bili v Stožicah, ko so pod bandera Rosa Triumfera vzklikali, bi rekel, komunizmu in preklinjali Evropo kot bando lopovov. Zdaj so pa večino svoje energije porabili za to prireditev pod rdečo zvezdo, tako imenovana 70-letnica osvoboditve, kjer so prebirali nazaj Titova berila, častili Titovo sliko. In tam je bil Milan Kučan, slavnostni govornik z rdečo zvezdo. Napravili so še nekaj, kar je strahotno neokusno in tudi neustavno.
da so osnovnošolsko mladino, se pravi, Odeli v rdeče insignije, v simbol rdeče zvezde, ki je temu prostoru prinesla samo smrt in uničenje. Sej, ne, celotni Evropi je pač leta 1945 je črni fašizem v vzhodni Evropi zamenjal rdeči fašizem. Ne, nič drugače ni bilo. Ne. In v Sloveniji je rdeči fašizem še danes na oblasti. In se je tudi pokazal ob 70-letnici osvoboditve, ne, ki ni bila nikakršna osvoboditev. Ne, bila je nadomestitev enega totalitarizma z drugim. Ne, osvoboditev je prišla z samostojno slovensko državo in s prvimi demokratičnimi volitvami. Ne. Pa še zdaj vidimo, da je ta osvoboditev bila v bistvu pogojna, ne, da se je partijska nomenklatura, ki jo je seveda takrat in danes zastopal Milan Kučan, zgolj prevrtela na odru zgodovine, nekoliko napravila 3 piruete, da je to ljudem izgledalo, kot da odhaja z oblasti, ampak njihov odhod z oblasti je pomenil, to se še zdaj razumemo, ne, samo bolje in bolj čvrsto jo bomo zagrabili. Spravna slovesnost v Kočevskem Rogu, nekdanji šef partije, nekdanji šef partije, kot iz tega stališča. Prihodnji šef partije Zveze komunistov, stališča julija 90, ko je bila slovesnost v Kočevskem Rogu, in kasnejši šef RTV Slovenija in kot danes vidimo v medijih prejemnik nekaj tisoč evrov mesečno za tako imenovane svetovalne pogodbe apanaže iz Telekoma, Janez Kocijančič, je tam pred vsemi kamerami, zgodovinske fotografije, držal roke v žepih. Ne. In s tem je zelo lepo povedal, ne, sem prepričan, da Janez Kocijančič tega ni naredil spontano. Moje mnenje je, da je bilo to nekako dogovorjeno in usklajeno v vodstvu tedanje partije. Janez Kocijančič je pripadal do konca, ne, in tudi tedaj in tudi kasneje, ne, kot smo videli. Ne. Tako da je to. Se nam lepo povedali, roke v žepih, kaj hočete. Ne, kaj človek, ki ima roke v žepih v prvi vrsti na spravni slovesnosti v Kočevskem Rogu, misli o tem. Roke v žepih, jaz ne vem, tudi če bi ne vem kaj rekel, to ne pove, bi rekel, bolj jasno sporočilo, kot da imaš roke v žepih. Po eni strani gre sploh za dejanje obče človeške kulture, po drugi strani, če si pa na takem mestu, bi pa povsem zaradi pietetnih razlogov moral malo se drugače obnašati. To sta dva pojma, ki sta popolnoma nezdružljiva. Obče človeška kultura pa kultura komunistov oziroma komunizem. Lejte, Ranković je leta, ne vem, tam v začetku 50-ih let, to je pač vse uradni podatki, ne, povedal, da dajo poročilo o svojem delu in rekel, mi smo v Jugoslaviji pobili od leta 1945 do danes približno 600 000 ljudi, 1 300 700 000 jih je šlo skozi lagerje in tako da to kar držimo. Ne. In to je v bistvu, kako se to reče, komunistični humanizem. Ne. Oni tako delajo. Ne. Ves čas, od leta 1991, ko je takrat na Trgu Republike bil izrečen tisti znamenit stavek, ne, nocoj so dovoljene sanje, jutri ne v dan, smo mi vsi drugače ali pa napačno razumeli ta stavek. Ne, nismo ga ne drugače, ne napačno, ampak nismo ga razumeli. Ne. Ta stavek je, jaz se veliko ukvarjam z zgodovino komunizma in tega, ta stavek je treba razumeti na način, na katerega ga je Milan Kučan izrekel. Namreč komunisti so ustvarili, to imate že, če berete največjih zgodovinopiscev sodobnega sveta, François Fureja, ki je preminil, ki bi moral pisati ki bi moral biti uvodničar v črno knjigo komunizma, pa je preminil leta 1997, je popisal, kako je Stalin pripravil evropske partije leta 1939 na sporazum s Hitlerjem. Ne. To je bilo nepojmljivo dejanje za tedaj evropski komunizem, a ne, da se bo povezal v paktu Ribbentrop-Molotov z svojim najhujšim sovražnikom, ne, in se je to zgodilo. Ne. To je tako imenovan jezik v jeziku. Ne. In to Kučan stalno uporablja. Ne. Torej, Kučan je zrastel gor v območju, ki je že v osnovni šoli učilo jezik v jeziku. Ne. Recimo socializem
je sam po sebi demokratičen. Ampak mi smo imeli demokratični socializem. Ne? To pomeni, da če greš ti gledati v slovar slovenskega knjižnega jezika, kaj je to socializem, pa tam nekje na Flodrano, to ni tisti socializem, ki ga mi imamo. Ne? Mi imamo demokratični socializem. V demokratičnem socializmu je oblast v rokah ljudstva. Ne? Ampak to ne pomeni, da je oblast v rokah ljudstva. To pomeni, da je ljudstvo v naših rokah, ker imamo mi nad njim oblast. Formalno gledanje sicer gledano, da je to pač oblast. Formalno lahko naredimo karkoli. Dejansko je pa druga zadeva. Ja. Formalno je bila tudi Sovjetska zveza najbolj demokratično odprta, medijsko svobodna. To je vse po ustavi. Tudi Jugoslavija je bila najbolj demokratično odprta, formalno je vse mogoče. Ne? Najuspešnejša, razumljivo gospodarstvo najmočnejše. To je vse mogoče. Ne? Formalno se, vse papir vse prenese. Ne? Ne? Zdaj pa, eno malo digresijo še naredim, to zgodbo poznate, ko se je Viktor Bajcova vrgel službe, skliceval na pravice, ki jih ustava daje. Ne? To je bil slovenski disident, ki je pokojen največjih Slovencev druge polovice 20. stoletja, zamolčana, ne? Zaprt zaradi, tako kot tudi mene čaka, zaradi pisane besede in zaradi resnice. In se je pritožil, se je skliceval na ustavo in na zakone, ne? In so ga imeli za malo trčenega, ne? Sej to mi imamo zato, da kršimo. Ne? Danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan. Pomeni pa tole. Tukaj je Kučan rekel. Vi kar sanjajte, da so danes dovoljene sanje in seveda, da bo jutri nov dan, ker danes sanjajte, ker ne bo nobenega novega dne in nobene sanje niso dovoljene. Ne? Mi bomo vse obdržali naprej tako, kot je bilo. To je hotel povedati in to je zadev, 100%. Ja, danes so dovoljene sanje, mi smo vsi mislili, joj, kako je to zdaj lepo, jutri bo nov dan, ne? Ja, vi kar sanjajte, jutri bo pa nov dan in bo vse po starem, ampak vi pa kar sanjajte, ne? 24 let po tem izrečenem stavku se soočamo z enim krutim realnim dejstvom, da živimo sredi demokratične Evrope, kot samostojna država, neodvisna država, ki pa ima še vedno politične obsojence in zapornike. Dva, vsaj na pamet zdaj povem, Janez Janša, politični zapornik in konec koncev tudi vi zaradi verbalnega delikta. Ja, to je neverjetno, ja. Višje sodišče je, torej da povem zgodbo za gledalce, ne, zgodba je taka, da sem jaz napisal 5 let nazaj članek v revijo Reporter, v katerem sem čist zgodovinsko upravičeno povedal, da je Jože Pirjevec, ta veliki titofil, sedaj, ne, bil in objavljal 52-letnici požiga Slovenskega narodnega doma v Trstu, ja. V Trstu, leta 22. To je bilo leta 20, pa leta 72 je objavljal članke regularno pod imenom pod imenom Giuseppe Pierazzi in jih pisal v italijanščini. Ne? In jaz sem se postavil, ker sem bil pač podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa za Slovence v zamejstvu, sem se postavil na to stališče in rekel, to je pa oprostite, potem je bila pa ta fašistična raznorodovalna politika očitno, ne, če je to Jože Pirjevec delal popolnoma spontano. Nobene prisile, leta 72 ni bilo, da bi Jože Pirjevec ne mogel biti Jože Pirjevec, kajti Boris Pahor je bil Boris Pahor, Alojz Rebula je bil Alojz Rebula, njegova rodna sestra Marija Pirjevec je bila ves čas Marija Pirjevec. Ne? Ampak Jože Pirjevec je potem čez nekaj časa izdal doktorsko disertacijo, ampak tam je sebe vselej citiral kot Giuseppe Pierazzi. Če greste danes v NUK, Narodna cvetna knjižnica, boste videli, da ga NUK vodi pod Giuseppe Pierazzi. To je bil moj zločin, tako imenovan. On je tožil. Na prvi instanci sem bil pod sodnico Heleno Vidic-Bizjak, ki je potem zaradi pritiskov javnosti, tudi mednarodne nekaj tega tukaj noter, odstopila z mesta sodnice in odšla v Kostel. Potem se je pa ta norost ponovila, sem bil obsojen in potem smo se pritožili na višje sodišče, ker je Helena Vidic-Bizjak tudi grobo kršila, bi rekel, te najbolj elementarne pravne standarde. Recimo, ona je mene obsodila, to je tako imenovana prekoračitev obtožnice. Ona je v judikat, v sodbo vnesla stvari meni v škodo, ki jih obtoženi Jože Pirjevec, ki jih tožeči Jože Pirjevec sploh ni zahteval, ni navajal. To je najbolj eklatanten primer kršitve, bi rekel, temeljnih človekovih pravic tudi. To so delali pač totalitarni sistemi. Ti si kriv, što si se rodio, posle još što si živeo, a sad još što si ne znam. Tako je to bilo v Jugoslaviji.
Ne? In seveda to upije do neba, ne, pa tudi upije do neba dejstvo, da je Giuseppe Pirazzi, Jože Pirevec, prinesel na sodišče torej uradni papir občine Comune di Trieste, iz katerega sledi, da je zaprosil za spremembo imena in dobili smo pač, dobili smo potem rezultat tega, da so mu to odobrili. Novembra leta 2002. Nime časa prej, ker je pisal Torej, zgodovinska. novembra, jaz sem potem seveda se sprašal, kje pa je bil novembra 2002 Benito Mussolini pa italijanski fašizem. Ne? Takrat so gradili recimo Črnokalski viadukt, ne? Novembra 2002 recimo. Ne? Mussolinija že, ne? In recimo taki absurdi, ki bi mogli vsakmu povedati, ne? Da to je tu pa res nekaj v temelju narobe, ne? Je v sodišče Helena Vidic Bizjak je vse to zavrnila. Ona je vse v dokaze obrambe, tudi Marija Pirevec, ne, smo rekli, oprostite, rodna sestra, je rekla, je odgovor, to nima nobene zveze z njim. Pa rodna sestra. To nima nobene zveze z njim in tako naprej. No in zdaj pa višje sodišče to potrdilo. Največja groteska tega je pa ta, da je navajalo, kako je Jože Pirevec, Giuseppe Pirazzi moral trpeti v času... Duševne bolečine, verjetno. Ne, čakajte, najvišji absurd še zdaj pride. Utemeljitev sodbe v ozemlju, ki ga je Rapalska meja dodelila Italiji. Jože Pirevec je rojen leta 40. Med letom 40 in 47 je po uradnih podatkih z Wikipedije bival v Beogradu. V Italijo je njegov oče zaradi titoističnega nasilja, kolikor vemo, odšel leta 47. Torej, Rapalska pogodba je pa definitivno nehala veljati, če hočete, jaz mislim, da že z kapitulacijo Italije, ne, ker je pač Italija bila poražena stran, vsekakor pa z prvim mirovnim sporazumom, de facto pa, ko so pač zavezniki prišli v Trst, ne, to pa leta 45, ne. Torej, to je, bodi si, da se nekdo dela norca iz obtoženca, ne, bodi si, da mu ni jasno, kaj je to Rapalska pogodba. Ne. Je zgodovinar, ne? Ne, to so sodniki. A celo sodniki? Ja, ne, v sodbi so navedli, kako se je prizadel njegovo trpljenje v mejah Rapalske pogodbe. Ja, lahko da je trpel njegov oče ali pa ded, ne, ampak on pa ne, se ni bil rojen, kako ne bi pa trpel. Ne? To so ti največji absurdi slovenskih. Eni trpijo tudi, pa so pol mlajši, kot je, ne vem, od konca druge svetovne vojne, pa so predsedniki Zveze borcev. Ja. Naprimer. Ja, ampak njega pa v času Rapalske Italije sploh bilo ni. Ali pa je bil 3 leta, je bil v Plenicah. Zdaj pa, da bo pa on dokazal, da je pa že v Plenicah trpel zaradi nasilja fašizma v razmerah Rapalske pogodbe, pa to nemogoče, ker tega pa noben ne bo verjel, se ni zavedal. Človek se ne zaveda, človek se zaveda, začne tam na koncu osnovne šole ali karkoli, sveta, razmer, politike in tega. Ne. Ampak to je v utemeljitvi obsodbe višje sodišče gladko napisalo. Zato pa pravim, da ne vem, a se delajo oni norca iz obtoženca, ne, ki mu to pomeni, seveda, torej, jaz sem zdaj pravnomočno obsojen, ne, to se izhaja iz tega, da če bi šel zdaj recimo na pot nekam, kam bi rabil vizo, bi imel težave, karkoli, to iz tega izhaja tudi to, kar oni mislijo sramota, ne. Meni delajo pa v bistvu, kaj bi rekel, jaz sem vedel, da bom... Sodišče za človekove pravice, Strasbourg. Prej je verjetno še možnost ustavne presoje. Torej, zdaj to na vrhovno sodišče, kjer je šef Masleša. Zdaj ne vem kaj, ker tega oni ne delajo zato, da bi mene zastrašili, ne? Ker mene ne bojo zastrašili. Ne? Ampak delajo pa zato, ker to kar prihaja skupaj, te obtožbe, pa službe so me poskušali vršiti, pa tako, to se kar, ampak mene ne bodo, jaz ne bom nehal. To sem tudi mladina zelo dobro razumela in to napisala. Pač pa, kar je pa tragično, pa to prispeva k neki klimi, v kateri pa mnogi, recimo mlajši človek ali pa kdorkoli, začenja premisliti, ali bi sploh kaj rekel, pa kaj napisal, kaj ti lahko se mu zgodi pa še kaj hujšega. To je namen tega. Ne? Se ta strah iz javno izrečene besede, imamo občutek vse, ne, da smo nekje proti koncu bivše države imeli večjo demokracijo, kar se tega tiče, kot pa zdaj. Ja, lejte, proti koncu bivše države, v drugi polovici 80 let je uradni podatek, je bilo manj ljudi preganjanih in sankcioniranih zaradi verbalnega delikta ali zaradi političnega tako imenovanega zločina, kajti Patria je
politični zločin. To je pač Patria čist klasičen primer politične eksekucije človeka, ala Višinski sistem. Ne? Tega je bilo bistveno manj na koncu Jugoslavije, kot je danes. Ludvik Toplak je rekel na čudovito misel, je rekel, tam smo, kjer smo bili leta 74-77, totalitarni krč je najbolj pritisnil. In to dejansko tako v medijih, pravosodju, posod. Ja, seveda, posod, kjer lahko dokaže svojo moč. Ne? Zdaj, recimo to, če bi šel jaz recimo v Mercator pa želel Žemljo, ne bi rekli, vi ste pravnomočen, se jo ne damo, ampak to je brez veze. Kjer pa lahko pokaže svojo moč nad človekom, in to so meni naredili v zadnjem letu pa pol, tam so jo pa pokazali. Pa še s tem premislekom, da še enkrat pravim, to ne velja meni, ker, kaj je rekel Prešeren, pusti peti mojega slavca, ne, Orglerček, ne, ki gre v puščavo in tam potem zbira in vse ptice pojo tako, kot hoče Orglerček, ne, razen ene ptice, to je pa slavec, ne, poje pa po svoje. Ne, in na kar se Orglerček pritoži Bogu v tej Prešernovi pesmi in pravi mu Bog, ne, ali Bog ni posvaril slavca, temveč ustvaril je puščavca. Pusti peti mojega slavca, kakor sem mu grlo ustvaril. Pel in tako naprej, ne, in tako bom tudi jaz, pač tega se ne da, ampak je pa to vzporeden efekt, to pa delajo, ne, in to je totalitarna država. Ne. To pa kaže na sistematično organiziranje proti tako imenovanemu notranjemu sovražniku. Se tega morajo več čas imeti, sicer ne bi ljudje bili več čas v neki napetosti. Zanima me nekaj drugo. V kolikšni meri se Evropa, svet odziva na ta dogajanje pri nas? Tule ste prenesli... Odziva, ja, tu sem prenesel svoje, bi rekel, to, kar mi je tako nekako najljubših knjig, to je revija Komunizme. To je revija, to je ena najbolj prestižnih revij za področje vprašanja po pretekle zgodovine, izhaja v Parizu, trenutno jo ureja Stéphane Courtois in prej je urejal tudi François Furet, so pisali not Annie Kriegel in tako naprej. Ne. In tu, recimo Stéphane Courtois, jaz sem tu objavil svoj članek, ne, o Sloveniji. Ne. Republika Slovenija, to v francoščini, Republika Slovenija, torej reminiscence oziroma odzivi komunistične ideologije v oblastnih praksah. In tu sem govoril o 4 monopolih, ki so v Sloveniji in govoril predvsem o mrežah, ki jih vzdržuje Milan Kučan. No, vidite, in tule v začetku, uvodniku Stéphana Courtoisa, ki je pa pobudnik črne knjige komunizma in ena najbolj svetovno poznanih osebnosti, pa on pravi, da to je zdaj neka bilanca četrt stoletja po padcu Berlinskega zidu, kako je v Evropi, in izrecno omenja Bolgarijo, Romunijo in Slovenijo, da je komunistična nomenklatura sicer se nekako rešila teh najbolj elementov, ki najbolj kompromitirajo, ampak je obdržala 4 ključne monopole na političnem, ekonomskem, pravosodnem in medijskem področju. To je dobesedni povzetek tega, kar tukaj trdim, in to je v bistvu zame en največjih komplimentov. No. Tudi pa Patrick Moreau, tudi moj članek omenja, ne, in take stvari pomagajo, to je pač najbolj referenčno, to lahko recimo daste Angeli Merkel, pa bo razumela imena, kontekst in to. Ne. In tako gre, in tle je tudi napisana zgodba seveda z Patrijo, zgodba z mojo obsodbo, ker je to 2014, jaz sem tudi pripravil za 2015, ni še pač na višjem sodišču, je pa pač na prvi stopnji. Te 4 področja, prav na teh 4 področjih je morda takratna Demosova vlada naredila ključne napake. Ja, Demos je razumel v določeni točki, seveda, jaz sedaj ne bom kritiziral Peterleta, ker sem o njem že izčrpno vse povedal, ampak v določeni točki je Demos morda razumel, da so komunisti razumeli znamenje časov in da se bo zdaj trudili za demokracijo, ampak komunist ne more razumeti znamenje časov. Tako kot da riba ne more plavati v zraku in ptica ne more jadrati pod vodo. To je kontradiktorno. Komunizem in tudi slovenski komunizem je zgolj in samo volja do oblasti in do moči. Zoper vse človečanske postulate in to. Gledajte, eno zadevo.
Imenujte vi meni en kulturni dosežek, ki ga je slovenski komunizem v 60 letih, odkar je bil, ustvaril. V 45 letih. Imenujte mi eno zgradbo. Imenujte mi Cankarjev eno dom so knjigo. zgradili. Zgradili so Cankarjev dom. Hram, ja. To je to. Ob tem je Cankarjev dom so zgradili. Mislim, če je Cankarjev dom kulturni dosežek kot zgradba, ne mene kokla vrcne, kot se reče. Je pač zgradba iz opeke. Zdaj pa vi pogledajte vso meščansko arhitekturo po Ljubljani. Danes, ko to snemava, je natančnih 70 let, kar so v Murski Soboti ustrelili Josipa Benka. 15 juni. Kaj on k Murski Soboti, poglejte, prispeval. Poglejte nešteto zgradb, hiš, vil, poslopij po Ljubljani. Poglejte to. Poglejte cerkve. Komunizem se je najprej lotil demontaže Boga, zato ker komunizem posega, in tudi slovenski komunisti posegajo v tisto, kar človeku nudi trojno bivansko zavetje. V vero, v družino in v družbo kot tako. In poglejte, koliko crkva. Koliko crkva, koliko vsega, koliko literature je bilo ustvarjene. A je komunizem, slovenski komunizem, ustvaril eno samo literarno delo? Jaz se pa ne spominjam. Tako, da bi bilo, ne. V slovenskem času slovenskega komunizma, oziroma titoizma, so literarna dela, ki so nastajala v tihi opoziciji s sistemom in njegovimi deviacijami. Dominik Smole, poglejte, z izjemo nesrečno aberrantnega Jožeta Javorška. Ampak vse, kar je nastajalo v opoziciji s tem. Torej, komunizem nima nobene ne kulturne, ne kakršne koli legitimnosti, pa tudi v svetovnem smislu je popolnoma isto. Boste rekel, kaj je komunizem, katera zgradba je komunizem jo je postavil, katere zgradbe se spominjamo iz časa komunizma? Monumentalne Univerza Lomonosova v Moskvi, če se dobro spomnim. Jaz bi prvo, kar bi streljal Ljubljanke. Oziroma pa tudi to zgradbo so postavili že prej, pa tudi Kremelj so postavili že prej. Tako, to drži. To drži. Spominjamo se pa Čaušeskove palače. In katero literarno delo, ki je Gorkega mati, ampak Gorkega so na koncu skoraj fentali. Majakovskega, ampak Majakovski se je fental, predno so ga fentali. Hočem reči, ta neskončno barbarstvo, neumikanost teh ljudi, ki želijo samo oblast in ki so zato, da imajo in držijo oblast, ima pripravljeni narediti vse. Ampak v tej državi, kot da drvimo nazaj v ta čas, ker sodeč po zadnjih javnomnenjskih anketah, vidim, da se Združena levica, to je nek podmladek. Združena podmladek, Združena levica recimo... Krepi. Združena levica se krepi zato, krepi se na račun klasične združene liste oziroma klasične partije, ki odmira. Seveda, pa lejte, kdorkoli bi v Sloveniji, recimo, da bi se Luka Mesec začel zavzemati za pravice Tretjega rajha in Adolfa Hitlerja kot zgodovinske osebnosti. In da bi imel medijsko tako podporo, ko jo ima pri zavzemanju za, se pravi, govorim, to je črni fašizem Adolf Hitler, rdeči fašizem je pa to, kar je od Stalina pa Josipa Broza. Vse bi bilo to isto, pa bi se mi tlele potem pogovarjala o črnem fašizmu, o Adolfu Hitlerju. Oni imajo tak medijski monopol, to je pa namenjeno samo zgolj temu, da se pač prepreči privatizacija, za preprečeno privatizacijo se zmanjša obremenitev, se pravi, teh podjetij za para variante, kot Janez Kocijančič iz Telekoma vleče v nekaj tisoč evrov na mesec, in se zmanjšajo tudi sredstva za, bi rekel, oglaševanje v teh medijih, ki potem Luka Meseca kot tazga. Luka Mesec je človek prazne glave, on nima nobene lastne ideje, prežvekuje tisto, a veste, kar je včasih bilo, tako kot moj dober prijatelj pravi, še nekaj. Komunizem v svoji zgodovini tudi ni bil sposoben ustvariti enega samega patenta, ki bi človeštvu daljnoročno nekako pomagal. Bom rekel, tlele, če grem zelo natančno, je edina izjema od Plive, mislim, da Plive, antibiotik Sunamet. Sumamet, ja. Sumamet. To je antibiotik za zdravljenje teh globinskih infekcij. Ampak drugače, računalnik, je nastal v Sovjetski zvezi.
motor z reaktivni motor, je nastal v Sovjetski zvezi, jedrsko orožje. So ga, je nastalo, ko so ga pač agenti KGB prenesli v Sovjetsko zvezo. Vesoljska tehnologija. Žal je nastala pač pri nekom, ki je projektiral rakete V2 pa V1, ampak ne. Apple, avtomobili za široko potrošnjo. A so Rusi en sam avtomobil za široko potrošnjo napravili? Ne. Kaj pa Jugoslovani? Ne. In to je recimo te renesanse slovenskih strank, so take kot renesanse jugoslovanske stoenke. Stoenka je avto iz leta 67, ne? A potem sem vsake prodajcev pa nehal konc leta 89. To nekaj, ja. Jaz prav 30 let, ne, recimo, ne, ker ta avtomobil dobil novo luč, dobil nov blatnik, dobil nov žmigovc in to, ampak so ga stalno updatali. To kaže na to, da je s tem sistemom nekaj v temelju narobe. Če je bilo kaj narobe, se odprlo tam tisto v blogu, pri vratih pa je pisalo, kakva plata, takva vrata. Med drugim, ja. Ne, ampak hočem reči, kot ni komunizem ustvaril nobenega kulturnega podviga, kot nobenega arhitektonskega. Kako je film, bitka na Neretvi, Sutjeska, ne vem. Ne? Medijska. Hočem reči, in tega to je katastrofa, ne. Zato tudi propadel, ne, ker ni bil, on je pač propadel iz ekonomskih razlogov, zato ker ni bil sposoben, ker ni pustil človekove svobode v ustvarjalne, v temelj, ne, in zato ker se je to potem zrušilo, ne. Takrat, ko je Gorbačov zadnjič videl Honeckerja, mu je Honecker prinesel, da so v vzhodni Nemčiji naredili en tak čip, ki je bil recimo za 1 gigabajt, recimo, govorim na pamet, ne. Ampak Američani so medtem te čipe za 10 gigabajtov proizvajali že kot odpadno robo in delali nove čipe za 100 gigabajtov, ne. In imeli že nove za 1000 gigabajtov in tako naprej, ne. In seveda, ne, ti ne moreš tako, ne. A ni morda ključno pri ozaveščanju slovenskega populacije, volivca konec koncev, to, da se medijska scena mora malo spremeniti, da ne bo tako enobarvna? To je nujno, to ni samo ključno, to je nujno. Ta narod je zasužnjen, je v strahu, ne, sej se ljudje Slovenci so, kot je rekel Ivan Oman, več ali manj konzervativni, ne, ampak ne hodijo na volitve. Cerarja so inštalirali katoliki, a ne. Kar je zelo slabo, ker je šlo za prevaro, ob tem, da je bil pač vodja opozicije v zaporu, ne, in ljudje pač ne hodijo na volitve in to je zelo slabo in zgubljajo sploh voljo, da obstajajo v tej državi. Saj vi veste, v vzhodni Sloveniji toliko in toliko tisoč ljudi že dela v Avstriji, ne. Če ne bi bilo Avstrija, ne, ki jo pa seveda pluvajo, ne, in grdijo, kakšna država, kako dela grdo z delavci, ne, dela zelo grdo, kajti upokojenci imajo tam 1500 evrov penzije, delavci pa vsaj 1500 evrov izhodišče plače, tako grdo dela, ne. Cene stanovanj so tam še enkrat nižje, cene kvadratnega metra še enkrat, gorivo še nižje, vrtec je brezplačen, skratka grozno dela ta avstrijska država s svojimi delavci, ne. Še huje dela nemška država ali pa francoska. Torej čim prej nazaj v demokratični socializem. Najhuje dela pa ameriška država s svojimi delavci, kajti Amerika je pa dežela, ki ima pa GDP, to je pa fascinanten podatek, višji od Švice. Pa tam ljudje najbolj živijo. Čeprav je tam razslojenost največja, to moramo tudi priznati. Ja, razslojenost je največja, ampak od tega vsakdo nekaj ima, ne. Mislim, revščine v Ameriki ne more biti, če imajo višji GDP kot v Švici. Pri medijski sceni, kaj narediti konec koncev? Časopisi... Govoriti v Evropi to ogromno pomaga, razbijati monopole komunizma, to ogromno pomaga, govoriti o tem, to, kar mi dva zdaj počneva, govoriti o tem, kaj je to v resnici komunizem. Če ga pa tako lepo Luka Mesec opisuje kot nekaj, kar nas čaka, ne vem, ne? Govoriti o tem, kaj je v resnici komunizem. Govoriti in pa medijsko zbrati, se pravi, neko kritično maso, da pride do oblikovanja alternativnih medijev, kajti ti mediji to niso mediji, to so tiskovni predstavniki, bi rekel, nomenklature, to ni medij, to oni kršijo dnevno Münchensko konvencijo, oni jo kršijo toliko, recimo kot nek alkoholik, ki je že toliko na koncu, da sploh ne ve več, koliko na koncu je in se sploh ne zaveda, koliko je popil, to, ki oni kršijo, ne. Zato čist jasni standardi, kaj je to novinarstvo. Novinarstvo je nepristransko, objektivno obveščanje in poročanje o tej in tej stvari, ki so družbo kritične.
Mi imamo pa ljudi, ki so tako kot dela sodnija, ne? Sodnija nedolžne procesira, krive pa pusti zunaj, ne? To je drugo področje. Ja. Pravosodje. Ja, pravosodni monopol, seveda, pravosodni monopol. Dokler je Masleša in Fišer, človeka, ki sta, seveda, to je čisto skregano z vsako logiko, ne? Ne more biti nekdo, ki je kršil človekove pravice, sodnik, ne? Tudi meni so bile kršene človekove pravice tukaj, ne? Konkretno v tem razširitvi obtožnice, ne? To ne gre, ne? Pravosodje samo to deluje tako, ne? Oni imajo na vrhu, imajo vse pokrito, ne? Uredniki, tako kot v partiji, ne? Včasih uredniki se ve, kjer so, se ve, na kater telefon slišijo, vrhovni sodniki se ve, kjer so, se ve, kako slišijo in potem kaj, če nekdo, ki je, mislim, se more boriti za svojo vest, recimo nek okrajni sodnik, okrožni sodnik, se lahko ni pokvarjen, ampak čim bo en tak primer, kot je moj, razsodil po pravici, ne, bi ga čakale sankcije, ne. Vstajniki vztrajajo še vedno. Je pričakovati, da bi njihov napor, njihova vztrajnost obrodila ta sad? Ali ne? Ali čakamo predčasne volitve? Je vsak napor je dobrodošel. Ja. Vsak drobec, ki ga človek sam, veste, koliko človek lahko sam naredi v svojem mikrookolju, ne? Ogromno lahko naredi. Upre se, če je v knjižnici, to sem jaz storil, razstava, ki časti dan tako imenovane osvoboditve, ne da bi govorila o drugih vidikih tega dne, ki je za mnogo Slovencev pomenil dan novega zasužnjenja, pomenil dan, ko so izgubili svoje drage. V Sloveniji je ubitih bilo 200 000 ljudi leta 1945 na tako imenovano osvoboditev pod istim insignijo, s katero se kaže Milan Kučan na prireditvi ob 70-letnici. Ampak njihovi rabi še danes dobivajo priznanja. Seveda. In umirajo v časteh, kot Avbelj, a ne. Avbelj je umrl v časteh, čeprav se je sam ubil, a ne. On se je pokončal, zato ker ni zdržal, a ne. In Pepca Kardel se je pokončala sama, a ne. Seveda, kakšni se je pa zmešala, ne. Ampak najbolj pokvarjeni, ne, pa v kalnem ribarijo naprej, to je tako. Povejte mi, kdaj smo mi Slovenci sposobni sprave? Do sprave pač vodi odstranitev 4 monopolov in vodi pot v sproščeno družbo, znotraj katere se pravi, da imamo normalno pravosodje, normalen medijski sistem, privatizirano gospodarstvo in normalno politiko. Mi nimamo normalne politike, če so bile volitve izvedene, ko je bil vodja opozicije v zaporu in je bila dobljena 2/3 večina. In ilustracija. Samo zdaj za ilustracijo pozno, ne? Zdaj pač, jaz mislim, ilustracija še vedno tako, da imajo vsi ljudje enake možnosti, da prihajajo do... Se ta predlog poslanske skupine Slovenske demokratske stranke kar zavrel v parlamentu, da se naj vključi med elemente za tiste, ki ne morejo kandidirati, tudi to, da so bili sodelavci nekdanje obveščevalne službe UDBE. Seveda, ne more. Ne more biti nekdo, ki bi sodelavc nekdanje obveščevalne službe verodostojen državljan. To ne gre. To ne gre, zato ker ga držijo, ker ga poznajo, ker bo vedno napravil tako, kot bojo oni hoteli. Kako bojo pa oni hoteli, pa Kučan ve, res ve. Ker je Slovenija toliko majhna, da lahko se v enem človeku tako oblast koncentrira. Ampak vseeno nekaj moramo storiti, nekaj se mora zgoditi. Z majhnimi koraki gremo naprej, vsak nekaj napravi, prvo je, na pravosodni sistem ne moramo vplivati, ampak to, kar počne, se bo sesul sam vase. Oni se ne zavedajo, da proces Patria je pomenil, bi rekel, veliko obremenitev za Janeza Janša, ampak je pa pomenil nepovratno pot v moralni in javni razkroj slovenskega pravosodja. In v mikropogoju oni sicer mislijo, da bojo s tem zastrašili s to zadevo mnoge, ki bi si recimo še upali govoriti pa pisati. Ja, jih bodo. Ampak to bo mala škoda v primerjavi s tem, kaj si bodo v inozemstvu, ker jaz sem to že vse razposlal, to je že zunaj, tudi v Parizu, v Berlinu, kaj si bojo pa mislili o državi, ki to počne, ne? In oni to pravosodje itak nima nobenega ugleda, ne? Še naprej uničujejo, ne? Je pa medijska scena verjetno vseeno ključna. Medijska scena je pa ključna, ko bodo ljudje dobili prave informacije, ko bodo v resnici vedeli, zakaj gre, potem bojo lahko odločili in potem bojo lahko pač imeli dejanj, potem bomo imeli demokracijo. Brez medijev ne more biti demokracije, kako mi pa nimamo medijev. Mi imamo medije, ki so vodeni iz
iz nekaj centrov, ne, vse pa večinoma obvlada centri na relaciji Kučan-Golobič. To pa si lahko tudi vsak dan ljudje, ampak zanimivo, ne, ljudje se lahko preberejo, lahko slišijo, ampak ali jih je strah sploh to prebrati ali pa dojeti? Ja, pa veste, kakšno sporočilo Luka Mesece? To je sporočilo, ki je bilo kljub temu različno od Cerovega sporočila. Sporočilo Luka Meseca, on ni toliko lunatičen pa trčen, ampak je sporočilo strahu. To je sporočilo strahu. Mi bomo silo, za sistemom, ki je prišel na oblast silo in ki z oblasti ni prostovoljno šel, ampak šel, ker je gospodarsko propadel in ker se je planetarno diskreditiral. Mi ta sistem obujamo in temeljni element komunizma je sila. Komunizma brez sile ni. Sila, nasilje, ubit. Moša Pjade je rekel 42. na zasedanju Avnoja. Kmet, ki ima zemljo, je za nas nepomemben. Delavec, ki ima plačo, ki ima družino, takih mi ne rabimo. Mi moramo ustvarjati brezdomce, mi moramo požigati, pobijati, šele ta množica, ne, in to se ni on, ta množica, ko bo ustala pred vsega, bo toliko bupana, da nam bo sledila. To je sporočilo Luka Mesece. Mi moramo pobijati, mi moramo krasti, mi moramo vzeti, nacionalizirati, odstraniti, uničiti. Saj se Violeta Mesec se zavzema za nacionalizacijo. Kaj pa je to? Krast. Luka Mesec slavi, bi rekel, pretekle morilce sistema. Kaj je to? Ubijati. Ne? In to sporočilo je kolosalno Slovencev. Ne, to sporočilo bo imeli seveda za dodatno konotacijo, bo imeli v normalnih ljudeh sporočilo, da je politika nekaj ne samo pokvarjenega, ampak nekaj strašnega. Na koncu, Boštjan, še tole. Evropski parlament je zdaj to že koliko? 5 let, 6 let nazaj sprejel resolucijo o totalitarnih režimih. Pa vendar, mi smo tam z našimi poslanci podprli resolucijo, ko se je zadeva prenesla v slovenski prostor, v slovenski parlament pa ne. Zdaj slišim vnovič možnost, pobudo, da naj bi o tej resoluciji razpravljali. A se bo isto zgodilo? Seveda. Lahko bojo razpravljali, ampak ne bojo sprejeli. Zato, ker je ne morejo sprejeti, ker to je tako, kot da bi jaz sprejel resolucijo, da nisem avtor te razprave tukaj not objavljene. Jaz tega ne morem narediti, ker sebe zanikam. Oni ne morejo tega sprejeti, ker sebe zanikajo. Kdorkoli je pa pozna zgodovino 20. stoletja, pa ve, da sta komunizem in nacizem zgolj dva obraza popolnoma istega fenomena, da so nacisti kopirali nacistično uničevalna taborišča od Stalina, od gulagov, ne? In da je šlo v obeh primerih za genocid, ali za odstraniti razred, odstraniti nasprotnika ali pa odstraniti raso. Ampak s to razliko, da komunizem se je v planetarno zavest zapisal za 100 milijoni žrtev, nacizem pa s precej manj in trajal precej manj časa. Da ne govorimo o bilanci mrtvih na našem prostoru. Ja, da ne govorimo o bilanci mrtvih na našem prostoru, kjer je bil izvršen največji genocid po drugi svetovni vojni v Evropi, kajti to, kar najbolj obremenjuje komuniste, da je orožje že utihnilo, da je molčalo že en mesec ali celo mesec pa pol, ko so oni najbolj pobijali. Ja, sam tak način, bom rekel, obračunavanja z ideološkimi nasprotniki si je partija zastavila že leta 41 oziroma 40. Seveda. Sej slovensko domobranstvo in tako imenovana kolaboracija je nastala zato, ker so pač nek Italijani. Kako so pa Turjaki? Komunisti so se povezali z Italijani, partizani, slovenski komunisti, ne partizani, tle ločen, ker toliko in toliko partizanov je bilo le ljudi, ki niso šli noter zaradi komunizma, ampak tisti, ki so bili na vrh, so točno se povezali z Italijani, pobrali orožje in pobijali v Grčaricah in v to montirali, inscenirali sodne procese, ki to sploh niso, in počeli najhujša grozodejstva. Šele so v ljubljanski pokrajini ubili, a veste, Natlačena, ki je največja oblast, kot če bi danes v Ljubljani recimo ubil nekdo župana, dobro, pa to ne bi imeli župana pač sedanjega, ne pojmujejo ljudje kot steber reda. Ampak v tistem času je bil pa Ban, ki je bil v bistvu kraljevi namestnik, steber reda, da ti to ubijaš, to daš najhujši signal, ne, strahu, ne, ljudem, ne, in so se pač samo organizirali, ne.
ker niso hoteli biti naslednji, ki ga bodo prišli po noči iskati in pobiti. Tega je, a veste, koliko ljudi so pobili, ne? Če pogledate samo kriterij žrtev, ne? Se črne bukve so bile... Ja, ampak če gledate čisto uradno kriterij žrtev, v katerem jaz pišem, se pravi, to je bila raziskava Inštituta za novejšo zgodovino, predvsem dr. Deželakove, a ne, je največji kriterij žrtev, daleč največji kriterij žrtev, ljudi, ki so umrli v drugi svetovni vojni na strani tistih, ki so jih pobili komunisti. To je recimo samo v vojnih razmerah je 1:7:8 z domobranci, če pa štejemo te obračune, pa to je pa to 1:N. Ne? V 4 letih pravzaprav pa je koliko padlo? 3000? Domobranci uradno štejejo, da so oni umorili 4000 ljudi, to so uradne statistike, ki so padli. V partizanskih žrtvah je bilo samo partizanskih žrtev 90 000, ampak te partizanske žrtve so nastale, seveda moramo tudi poznati strategijo. Ne? Partizani so likvidirali znotraj svojih, največ partizanov je padlo ne v spopadih z Nemci, ampak v obračunavanjih, torej, ker so obračunali z vsakim, ki ni bil za partijo. Kulaške sinove vse postreljate, duhovnike vse postreljate. To je Kidrič podpisal, ne? Ja, in oni so, to je daleč največji, samo berite vi poročila z terena, nikjer nobenih Nemcev, justificirali smo jih toliko, likvidirali smo jih toliko, tle je bila ta zajeta, to je recimo, če to gledate, recimo dokumenti ljudske revolucije, to je strahotno, ta depeše s položajev, nikjer nobenih Nemcev mi pa pobijamo, ne. Tu je bila predvsej krvava tale Šercerjeva brigada, ne? So da pa kdorkoli, pa Franz Rozman Stan je bil pa krvnik par excellence, zato je bil pa šef te vojske, ne. Vse mogoče so ga celo sami dali fendati, ker so jih neki tudi pobili, zato ker so pa delali pa prevečja grozodejstva, ne. Končajva, dr. Boštjan Turk, z vprašanjem 25. junij, dan državnosti. Kaj bo letos, tako kot vsako leto? Ja, šla bo stvar naprej, ne vem, kaj bo. Zdaj, Rdeče zveze so dosti nakazali in pokazali, da zdaj mislim, da bojo prizanesli ali pa ne vem. Težko napovedujem, ampak te temeljne dileme. V bistvu Slovenija danes ostaja zanimiva za človeka, ki se nekako profesionalno ukvarja z njenimi anomalijami. To je katastrofa. Jaz sem bil ustanovni član Mladih krščanskih demokratov, bil sem pri vseh teh mednarodni tajnik, potem v času osamosvajanja stal na tem kongresnem trgu, slišal te besede iz prve roke o tem, da je dovoljeno, in to nisem razumel kot tako, ne, ampak sem strahotno razočaran, strahotno. Končajva, narediva tu piko, čeprav bi lahko še naprej govorila. Hvala za obisk, za povedano. Hvala tudi vam za vabilo. Mi pa se vidimo čez teden, srečno.